Prijeten pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci bistriške lokalne televizije v začetku septembra ali Kimavca, ki je že v prvih dneh pokazal pravi toroben jesenski obraz. Bolj veseli pa so bili konec preteklega tedna organizatorji prireditve Podobe bistriških domačij, saj so bile nadvse uspešne in slikovite, bolj ali manj pa so bili veseli tudi učenci in dijaki, ki so ponovno prestopili prag učenosti, še posebej velja to za prvošolčke in dijake prvih letnikov srednjih šol. Še dober mesec nas loči od lokalnih volitev in na Bistriškem se že predstavljajo prvi kandidati za županske stolčke. Sicer pa bo, kot kaže, september še kako zanimiv, tudi na državni ravni. In katere dogodke smo uvrstili v informativno oddajo tega tedna? Podobe bistriških domačij v Šmartnem na Pohorju prikazale širok spekter možnosti razvoja gospodarstva, turizma, podjetništva in drugih oblik povezovanja ter razvoja Pohorja. V bistriški občini prvič prestopilo šolski prag 263 prvošolčkov. Knjiga z naslovom Koga naj volim ponuja tudi rešitve volivcem. Županskega kandidata dr. Ivana Žagarja podprle stranke SLS, SDS in Nova Slovenija. Simon Vnuk, predsednik sveta krajevne skupnosti Črešnjevec, pred krajevnim praznikom. 9. kolesarskega maratona k Trem kraljem na Pohorju se je udeležilo okrog 280 kolesarjev in veliko pohodnikov. V rubriki Lokalne novice poročamo o pisani paleti novic iz bistriške občine. V organizaciji občine Slovenska Bistrica, krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju, turističnega društva Jelka, razvojno-informacijskega centra Slovenska Bistrica, medobčinske turistične zveze, Zavoda za gozdove Republike Slovenije, kmetijsko-svetovalne službe Slovenska Bistrica ter ostalih društev iz kraja in okolice se je od petka 29. avgusta do nedelje 31. avgusta na Šmartnem na Pohorju odvijala tradicionalna prireditev Podobe bistriških domačij, tokrat že 18. po vrsti. Začelo se je v petek z radijsko tribuno Radia Maribor. Isti dan je bila tudi otvoritev razstave učencev osnovne šole Šmartno na Pohorju in dijakov lesarske šole Maribor ter odprtje slikarske razstave likovnega društva Paleta iz Slovenske Bistrice. Prvi dan podob so v večernih urah požlahtnili še z nočjo poezije in glasbe na lokaciji zeliščnega vrta v Spodnjem Prebokovju. Tolika želja že življenje me uči, tolika leta že življenje me uči. Lekcije so zahtevne, vsaka je zapletena, brez posledic ni opravljena nobena. Notranjost pa je vedno bolj ranljiva. Modrost zamuja, zdaj bi že morala priti. Razumela bi, zakaj tako in ne drugače. Da nič ni prav in nič narobe. Da so samo posledice, sladke ali grobe. Zdenka, ko prebiramo tvojo prvo poezijo, bomo rekli, tvojo prvo zbirko poezije, Nasmehi spomina, imamo včasih občutek, da se najdemo skoraj v vsaki pesmi. Imaš zato morda kakšen recept, da pišeš tako, kot pišeš? Nimam posebej nobenega recepta, pišem enostavno iz občutkov, iz doživljanja, iz pogleda na življenje in mislim, da smo tu vsi nekje enaki, eden prej doživi nekaj, drugi kasneje. V bistvu pa, če greš skozi življenje z odprtimi očmi, z odprtim srcem, te slej ko prej veliko stvari o sreči razveseli, nekaj pa tudi takih, ki te razžalostijo. In to je napisano v teh pesmih. V soboto je bil najprej organiziran pohod po Devinskem Vintgarju. Pot je potekala od Devine do Lovske koče v Smrečnem. Pohodniki so se med potjo ustavili še na posameznih vinskih točkah oziroma v vinskih kleteh. Na Šmartnem so pripravili tudi problemsko konferenco pod delovnim naslovom Gozdarstvo kot priložnost za prihodnost.
Na slovesnosti ob otvoritvi podob, ki je bila istega dne, so sodelovale skupine Kut Šmartno na Pohorju. Po uradnem delu so namenu predali kotlovnico na lesno biomaso z daljinskim ogrevanjem in novo gasilsko vozilo. Predstavili so tudi vino Ritoznojčan PTP ter prižgali oglarsko kopo v Bojtini. V večernih urah je sledila veselica z ansamblom Zreška pomlad. V nedeljo sta bila organizirana voden ogled učne gozdne poti v Bojtini ter obisk zeliščnega vrta v Spodnjem Prebukovju. V popoldanskih urah je sledilo medobčinsko srečanje turističnih društev s tekmovalnimi igrami šaljivega značaja.
Prireditev se je zaključila s podelitvijo priznanj turističnim društvom in nagrajenim kulinaričnim izdelkom. Kar nekaj prireditev in prikazov starih šeg in običajev si je bilo mogoče ogledati tudi v okviru spremljevalnega programa. Naj omenimo kmečko tržnico, kulinarično razstavo Društva kmetic Slovenska Bistrica, predstavitev gozdarske mehanizacije, prikaz izdelave lesene skulpture iz hloda in drugo. 1. septembra so se po vsej Sloveniji ponovno odprla šolska vrata osnovnih in srednjih šol ter vrtcev. Čeprav je bil dan bolj čemeren in ni ravno deloval spodbudno, sploh na tiste, ki so prvič prestopili vrata hramov v učenosti, pa je bil za mnoge, tako za starše kot otroke, poseben dogodek. Novo šolsko leto je začetek nečesa novega, polno pričakovanj za tiste, ki imajo radi šolo, morda pa vendarle tudi pozitivno presenečenje za one, ki niso ravno ljubitelji šolskih klopi. Letos bo obiskovalo osnovno šolo v Sloveniji 168 tisoč osnovnošolcev, medtem ko je v srednje šole vpisanih 75 500 dijakov. Prvič pa je prestopilo šolski prag 21 886 prvošolcev, kar je največ v 10 letih. In kakšno je stanje v bistriški občini? Vseh osnovnošolcev v občini je 2188, od tega 263 prvošolcev. Medtem pa je v bistriški srednji šoli letos nekaj manj dijakov kot prejšnja leta. Zadnji podatki so 460 dijakov, od tega 60 dijakov 2 prvih letnikov splošne gimnazije in po en oddelek ekonomskega ter trgovskega programa s 13 vpisanimi. Učenci zadnjih letnikov 9-letke se namreč, tako kot tudi drugod po Sloveniji, vedno bolj odločajo za vpis na srednje strokovne šole, kjer bodo imeli po končanem šolanju morda tudi večje zaposlitvene možnosti. Novo šolsko leto prinaša marsikje poleg finančnih skrbi tudi problem varnosti otrok v prometu. Župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar, je na prvi šolski dan skupaj s predsednikom varnostnega sosveta in podžupanom občine Slovenska Bistrica Stanislavom Mlakarjem, predsednikom Sveta za preventivo in vzgojo v prometu Dušanom Leskovarjem, predsednikom Združenja šoferjev in avtomehanikov Slovenska Bistrica Francem Piškom, komandirjem policijske postaje Slovenska Bistrica Aleksandrom Lubejem v mestu Slovenska Bistrica obhodil glavne prehode za pešce, ki vodijo do osnovnih šol in vrtcev. Ob tej priložnosti so se seznanili z organizacijo varovanja šolskih poti, še posebej glavnih prehodov za pešce v mesto, ki potekajo v okviru vseslovenske akcije Varna pot v šolo. Župan dr. Ivan Žagar je 1. septembra najprej pozdravil prvošolčke na osnovni šoli Pohorskega odreda Slovenska Bistrica. Prav tako je prvošolčkom dobrodošlico zaželel na drugi osnovni šoli v Slovenski Bistrici. Župan je obiskal tudi enoto Ciciban vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica. Kot je znano, so ta vrtec poleti energetsko obnovili. Ob koncu pa je dr. Žagar obiskal še nove prostore vrtca v Marinškovem domu. V ta namen so uredili prostor za 2 oddelka. V torek 2. septembra je bistriška knjižnica Josipa Vošnjaka pripravila literarni večer, na katerem je predstavila Tadevža Roperta in njegovo knjigo Koga naj volim. Tadevž Ropert je absolvent magistrskega študija psihologije in si je že v času študija prizadeval, da na poljuden način predstavi psihološko znanost. Znotraj psihologije ga še posebej zanimata področje socialne moči in njenih psiholoških učinkov ter učinki uporabniških tehnologij na človeka. Knjiga Koga naj volim je aktualni priročnik oziroma knjiga za samopomoč, namenjena slehernemu volivcu, kjer se avtor sprašuje, zakaj bi sploh volil, zakaj bi se zanimal za politiko, kako je s korupcijo in pasivnim odnosom do volitev, kako v resnici delujejo politične stranke in podobno. Vsekakor aktualno čtivo, uporabno za lokalne, evropske in državne volitve ter referendume. Krajevna skupnost Črešnjevec letos že 5. zapovrstjo obeležuje krajevni praznik. Pester program prireditev in različnih dogodkov se bo odvijal med 7. in 14. septembrom. Sicer pa več v pogovoru s predsednikom Sveta krajevne skupnosti Simonom Unukom. Letos je dejansko že 5. praznovanje tega praznika, ki ga bomo pravzaprav obeležili podobno kot vse dosedanje.
nekje z istim programom, v istem obsegu in pa seveda tudi z istimi sredstvi ali pa celo malo manjšimi, kajti vsi vemo, da je že danes prihaja neka kriza in tudi na tem področju si ne moramo privoščiti nekega razkošnega praznovanja, ampak ta program, ki ga pripravljamo oziroma smo ga pripravili skupaj z vsemi društvi, ki so pravzaprav vse našteta, da jih ne bi zdaj našteval pa koga izpustil, v okviru teh sredstev, ki so pač na razpolago. Skratka, program bo nedvomno pester in bogat, zanimiv, tako kot vsako leto. Boste pa praznovanje zaključili v nedeljo 14. septembra. Ja, tako je. Program je podoben, kot je bil, kot sem že povedal, vsa zdaj pretekla 4 leta oziroma pretekla 4 praznovanja. Začnemo pravzaprav zdaj z športnim vikendom, ki smo ga pač malo spremenili, tako da smo ga skrajšali iz 3 na 2 dni. V petek je tradicionalni turnir v odbojki, medvaški turnir v odbojki, v soboto zjutraj dopoldan je potem v nogometu ta turnir, popoldan pa že ta tradicionalni kolesarski izlet v neznano, ki ga bomo končali v Farovcu. Med tem časom, ko bomo kolesarili, bomo tudi odprli odsek ene javne poti, ki smo jo uspeli asfaltirati v lanskem in pa v letošnjem letu v dolžini nekaj čez 800 metrov, to se pravi zgornji in spodnji pretreš. Zaključek bomo pa potem naredili, krajši zaključek na Ribniku v Farovcu. V naslednjem tednu potem se pa začne v sredo, ko lovci obeležujejo 60 let delovanja lovskega društva in seveda je to priložnost, da v tem trenutku povem tudi, da so dobitniki letošnjega priznanja krajevne skupnosti. Lovci pripravljajo, se pravi, otvoritev v sredo, potem tudi imajo tekmovanje v kuhanju golaža v kotličkih in to razstavo, lovsko razstavo, ki jo pripravili, bo možno si ogledati tudi od srede pa vključno do sobote. Potem v četrtek je tradicionalni pohod, ki ga pripravlja Društvo upokojencev iz Črešnjevca v Farovec. V petek je potem srečanje ljudskih pevcev, ki ga pripravlja Društvo invalidov Črešnjevec. V soboto pa že standardni program, položitev venca k spomeniku Nob in pa seveda zvečer zaključna prireditev z podelitvami priznanj v športnih dosežkih in pa tudi v priznanja krajevne skupnosti. Pozabil sem še povedati, da tudi Društvo invalidov v dopoldanskem času na Ribniku v Farovce pripravlja ribiško tekmovanje. In pa seveda zaključek tega našega praznovanja letos je pač 14. v nedeljo, ko je tradicionalno srečanje starejših krajanov. Predtem je ob 14. uri maša, kjer se bojo lahko tudi udeležili in pa seveda ob 3 je pa potem v kulturnem domu nadaljevanje tega srečanja z druženjem. To pa pripravlja Rdeči križ, krajevna skupnost in pa Društvo upokojencev skupaj, to srečanje starejših krajanov. V soboto zaključno prireditev pripravljamo skupaj z osnovno šolo, z kulturno-umetniškim društvom. Pravzaprav se bojo lahko predstavili takrat tudi v krajšem programu tudi dosežki ali pa znanja naših najmlajših, to se pravi iz osnovne šole in pa seveda nastopalo bo tudi pevski zbor Kuda Črešnjevec. Omenili ste že, da v okviru praznika namenoma predajate 2 nova cestna odseka. Ob tem mogoče zgolj vprašanje še o sami problematiki, s katero se soočate, srečujete na območju krajevne skupnosti. Stalnica je verjetno cestno-prometna infrastruktura. Tako je. Želeli smo si, da bi odprli oba odseka, se pravi lokalno cesto Vrhloga-Drumlažno v vasi Pretreš, ki se obnavlja, rekonstruira v dolžini nekaj manj kot 1400 metrov. Žal, kot vsi lahko opazimo, letos je nam zagodlo vreme, tako da ta odsek žal ne bo končan v tem času, se pravi do tega našega tradicionalnega izleta z kolesi. Nam je pa uspelo, da smo, kot sem že prej povedal, asfaltirali tole javno pot Pretreš-Farovec v dolžini 800 metrov. Kar se pa tiče načrtov za naprej, seveda tega v vasi oziroma v krajevni skupnosti nikoli ne zmanjka.
Vsi vemo, da so nekatere ceste bile asfaltirane pred 30 in več leti, da so bile takrat asfaltirane pravzaprav za nek drugi promet, za neke druge obremenitve, ki so danes že v takšnem stanju, da je zadnji čas, da jih bomo začeli preplastiti. Seveda so še pa tudi druge dejavnosti tu v krajevni skupnosti. Govorimo tudi o problematiki vrtca, s katerim se pravzaprav je to bolj stvar občine, vendar stvar se dogaja, tu problem je v krajevni skupnosti, tako da bomo poskušali ta problem rešiti v doglednem času. Neka sredstva so že zagotovljena v proračunu in pa seveda vse ostale dejavnosti. Mi imamo tu pokopališče, ga treba vzdrževati, treba obnavljati določene zadeve in pa tako naprej. Želje krajanov so velike, sredstva so omejena, s tem se srečujemo pravzaprav vsi, naj si bo to občina, naj si bo krajevne skupnosti in pa seveda vse je pač povezano z sredstvi. Ostane nama še to vabilo na vse te prireditve in pa seveda potem tudi na samo zaključno prireditev ob letošnjem krajevnem prazniku. Tako je, kot sem že prej povedal, se bodo te prireditve dogajale zdaj v teh 10 dnevih in seveda z tega mesta pozivam vse krajanke in krajane oziroma jih prijazno vabim na vse prireditve. Poskušali smo sestaviti takšen program, da se bo vsak nekje našel in jaz verjamem, kot do zdaj na vseh teh dosedanjih praznovanjih, da se bomo imeli lepo in seveda vsi krajanke in krajane prijazno vabljeni na vse prireditve, ki se dogajajo v tem času. Lokalne volitve 2014. V torek 2. septembra so občinski odbori Slovenske ljudske stranke, Slovenske demokratske stranke in Nove Slovenije v hotelu Leonardo pripravili tiskovno konferenco, na kateri se je predstavil skupni kandidat za župana občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar. V okviru predstavitve je nanizal nekaj osnovnih avtobiografskih podatkov ter dosedanjih izkušenj in rezultatov. Zdaj, kar zadeva same odločitve za kandidaturo, je seveda povezana z več dejavniki. Prvi je, pa eden od teh je vsekakor ta, ki sem že ga omenil, torej ta odločitev v skupnem nastopu. Drugi dejavniki pa vsekakor sledijo iz dela, ki je bilo opravljeno v tem preteklem obdobju in tisto, kar je seveda pred nami. Zdaj, kar zadeva opravljenega dela v tem preteklem obdobju, ga jaz delim na dva dela, recimo. Jaz sem v tej lokalni politiki z nekaj vmesnega časa na državnem nivoju, ampak sem tudi vedno bil prisoten še tukaj v Slovenski Bistrici, prisoten 20 let. 20 let je tudi koalicija teh treh strank, ki me zdaj podpirajo, nosila verjetno največjo breme odgovornosti razvoja občine Slovenska Bistrica. Res je, da v posameznih mandatih je še katera od strank bila tudi v koaliciji. Tudi sicer smo bili vedno in jaz sem tudi vedno odprt za sodelovanje z vsemi dejavniki tukaj v tem prostoru, seveda, če so predlagane tiste prave rešitve. No, ampak nosilec seveda tega razvoja tukaj so bile te tri stranke danes pod tem imenu, včasih pod malo drugačnimi imeni. In jaz sem prepričan, da smo v teh 20 letih, kar se razvoja tako Slovenske Bistrice kot mesta in kot občine, naredili korenite spremembe v tem razvoju. To se kaže na številnih področjih, od področja recimo družbenih dejavnosti, kjer smo v celoti recimo prenovili osnovnošolski prostor za številnimi športnimi objekti in naredili korake naprej na področju kulture in nenazadnje pripravljali v mestu tudi srednjo šolo, na socialnem področju, ker se peljejo številni programi. V zadnjem mandatu smo tudi zgradili, torej to je enoto doma upokojencev, na komunalnem področju, ker je bil narejen velik napredek pri razvoju
cestne infrastrukture, doseženi nekateri pomembni projekti, kot je voznica Pragersko izvozi, tukaj Slovenska Bistrica, če govorimo o takih projektih, ki so celo širšega pomena. Potem na vodovodnem področju, če govorimo o tej komunalni dejavnosti in pa pri varovanju narave se stvari zaključujejo zdaj z enimi zelo pomembnimi projekti, kar zadeva ravnanje z odpadki, je ta projekt celo regijskega pomena CERO in je bil tudi tu narejen velik korak naprej. Kar zadeva gospodarstva, seveda občina ni direktno vpeta, mislim direktno odgovorna, posredno pa sigurno, ne, in tudi vsemi temi investicijami, vsem ostalim so se tudi ohranjala številna delovna mesta, peljejo se pa tudi programi, ki obljubljajo seveda nadaljni razvoj tudi v prihodnje. Zdaj, če govorimo o celotnem sklopu 20 let, če govorimo samo o zadnjih 4 letih, je prva stvar, ki bi jo poudaril, ta, ki sicer ni vidna v nekem materialni obliki, pomeni pa sanacijo občinskih financ. Te so bile v bistveno slabših kondiciji pred 4 leti, kot sem sam celo osebno pričakoval, ampak mi smo uspeli seveda sanirati, stabilizirati finančno poslovanje občine, odplačali, v tem trenutku nimamo nikakršnih neplačanih računov, ko smo imeli tam za 6 milijonov pred 4 leti. Zmanjšali smo dolg tam za 8 milijonov evrov, reprogramirali torej tudi kreditne aranžmaje in tudi redno servisiramo te zadeve, čeprav je treba seveda povedati, da je potrebno na letni ravni recimo samo za servisiranje torej tega dela v finančnem smislu poskrbeti za približno 2,5 milijona evrov. Zdaj, če imamo mi okrog 15 milijonov te zagotovljene oziroma primerne porabe, se zavedate, kak zalogaj to je. Ampak ne glede na to, smo pa še en dejavnik je tukaj prisoten, tudi socialna stanje se je občini pač poslabšalo, kot se je posod po Sloveniji. Mogoče v tem našem okolju manj v naši občini kot v okolici, ker je recimo razlika, kar se tiče brezposelnosti med Mariborom in nami tam okrog 4%, je pri nas v bistvu višja zaposlenost. Je pa res, da seveda ni mogoče pričakovati, da ne bodo te vplivi pri nas tudi prisotni. Vse nenazadnje je bilo tudi nekaj stečajev tu pri nas. No, ampak to se posledično seveda odraža tudi na dodatnih obremenitvah, kar zadeva občinski proračun. No, ampak ne glede na to, smo mi ohranili investicijski cikl. V tem trenutku, ko sem že prej omenil, zaključujemo te velike kohezijske projekte. Speljani so bili tudi številni drugi, recimo urejanja tako centra mesta, kot tudi številnih vaških središč po celotnem območju občine, tudi številne cestne povezave, ostale komunalne zadeve, ker zato je občina pravzaprav primarno prisotna. Kot sem že omenil, smo realizirali projekt Doma upokojencev, o katerem se je govorilo več kot 10 let, verjetno kar 20 let. Zagotovili seveda tudi prostorske pogoje za osnovne, torej za področje vrtca. Predšolske vzgoje nenazadnje obnovili še drugo oziroma prvo osnovno šolo to v Slovenski Bistrici in postorili še številne druge manjše projekte na različnih področjih. Ob tem pa, da smo štartali tudi na kar nekaj programov na področju gospodarstva, kar nekaj posamičnih projektov že teče, recimo od samooskrbe, do tega konzorcija na področju vinogradništva, do tega, da smo pričeli z zagonom ali pa ponovnim zagonom te tehnopotnice, ki je povezana z start-upi in potencijalnim odpiranjem delovnih mest za mlade, pa tudi vse ostale, do tega, da zdaj peljemo en program na področju socialnega podjetništva, skratka, da poskušamo izkoristiti tudi vse tiste možnosti in priložnosti, ki jih omogoča drugi razpisi in druge možnosti praktično v celoti. Zdaj, kar zadeva še moče nekaj stavkov programa v nadaljevanju, in to je tudi povezano seveda z mojo odločitvijo, jaz pač vidim tukaj še kar nekaj pomembnih razvojnih priložnosti, temu se daje tudi poseben poudarek in na tem se dela že tudi zdaj. Ob tem seveda, da je to povezano z naslednjo finančno perspektivo, zdaj taki vitalni projekti recimo so
3, 4, 5, drugače so še pa seveda številni manjši. Prvi je vsekakor zahodna obvoznica, povezana z razvojem industrijske cone Impol. Ta projekt je pripeljan do te mere, da je umeščen v prostor, zdaj seveda tečejo prizadevanja za uvrstitev v operativni program za naslednjo finančno obdobje. Drugi projekt, ki je povezan z gospodarstvom, z delovnimi mesti, z razvojem, je projekt, kjer smo tudi podpisali pismo o nameri skupaj z univerzo v Mariboru. Tudi Impol je v to vključen, naša občina, še nekatere druge organizacije, pa ne samo na nivoju naše občine, ker širši regijski projekt gre za to inovacijsko okolje za razvoj. Znotraj tega projekta vidim tudi možnosti nadaljnega razvoja srednjega šolstva in recimo visokostrokovnega šolstva tukaj v sami Slovenski Bistrici. Gre za zamenjavo ali pa dopolnitev teh na poklicnem področju teh programov ekonomskih z bolj tehniško usmerjenimi, ki so povezane z potrebami recimo Impola. In tudi ta del bo mogoče speljati, pa bi bilo možno peljati vse skupaj z novo finančno perspektivo. En tak tretji projekt je tudi širši skupni projekt na področju turizma, ki zazema praktično celotno območje Pohorja. Tudi ta projekt je povezan seveda z naslednjim finančnim obdobjem. Potem je pa recimo še en od teh projektov, pa dva, ki sta moče bolj lokalna, gre torej za finalizacijo potreb po šolskem oziroma predšolskem prostoru za celotno območje občine. Tudi povezavi še s tisto, kar manjka na recimo osnovnem šolstvu in pa na komunalnem področju je tisto, kar še bo kar zahteven zalogaj za prihodnje dokončanje oziroma zagotovitev čiščenja odpadnih vod za praktično celotno območje občine. Vemo, da tu peljemo zdaj te primarne projekte, vendar še bo ostal en velik del, ki bo potrebno postoriti v prihodnje. Ob tem seveda so v programu še številni manjši projekti na področju športa, kulture in še vseh drugih področjih, tako da dela je obilo. Zdaj bi pa zaključil na tej točki. Jaz seveda vidim svojo, če hočete, tudi prednost, predvsem v tem, da sem v teh 20 letih dela seveda pridobil številne izkušnje tako na področju razvoja lokalne samouprave kot na področju regionalnega razvoja, ne samo kot župan tu v Slovenski Bistrici, tudi kot minister, ki je bil 4 leta odgovoren za regionalni razvoj in lokalno samoupravo v Sloveniji in tudi za področje črpanja evropskih sredstev. No, tudi v tem mandatu pa so mi kolegi zaupali na eni strani vodenje slovenske delegacije v odboru regij in na drugi strani vodim, pa tudi predsedujem svetu vzhodne kohezijske regije. Predvsem te dve zadnji poziciji sta izjemno pomembni in od tega pomembni torej za pripravo strateških dokumentov, ki bodo podlaga za recimo koriščenje sredstev v prihodnjem 7-letnem obdobju. Zakaj pa poudarjam to? To pa zaradi tega, mi se verjetno vsi zavedamo gospodarsko-ekonomske situacije tukaj v Sloveniji in jaz se bojim, da bo razen evropskih razvojnih sredstev na voljo relativno zelo malo lastnih virov, takšno kot je trenutno stanje in zato je še kako pomembno, da seveda bo mogoče izkoristiti torej tudi te možnosti, ki jih odpira naslednja finančna perspektiva. In na tem segmentu, v tem trenutku v Sloveniji potekajo, kar je sicer ni najbolj ugoden čas, zato ker pač imamo na državni ravni zamenjavo vladne garniture, vendar potekajo procesi, od katerih bo odvisno, ali bomo lahko tudi te projekte, ki ste jih omenil, seveda v Slovenski Bistrici peljali, torej pogajanja za naslednjo finančno perspektivo. In še en stavek, zdaj ta pogajanja pri nas pa seveda zelo zamujajo, smo pa mi že v tem trenutku prijavili vsaj 3 projekte direktno na razpise na evropskem nivoju v povezavi z partnerskimi mesti, z Belo Palanko, veste, da smo spostavili ta partnerski odnos z Vrsarjem tudi in pa en projekt je pa skupaj z Poljaki. No, vse to, kar sem zdaj navedel, pač na nek način utemeljuje to mojo odločitev za
pač še eno kandidaturo torej za priložnost za vodenja Slovenske Bistrice tudi v prihodnje. Predstavitve sta se udeležila tudi predsednik občinskega odbora SDS Žarko Furman in predsednica občinskega odbora NSI Anica Korošec. Lokalne volitve 2014. Policisti bistriške policijske postaje so v preteklem in tem tednu zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave, posebna pozornost pa je namenjena prometni varnosti in preventivi v novem šolskem letu. Z področja kriminalitete so policisti zabeležili 14 kaznivih dejanj, od tega 8 tatvin, 1 poškodovanje tuje stvari, 2 kaznivi dejanji povezani z drogami, 1 goljufijo in 2 nasilji v družini. Slovenska Bistrica. Neznani storilec je z osebnega avtomobila snel obe registrski tablici in poškodoval vzvratno ogledalo, škoda je za 200 evrov. Neznani tatič pa je oškodovanki iz nahrbtnika izmaknil denarnico z dokumenti ter lastnico oškodoval za 100 evrov. Studenice. Neznani storilec je ukradel neregistrirano kolo z motorjem in čelado, škoda je za 1500 evrov. Pragersko. Z dvorišča pa je nekdo odpeljal gorsko kolo vredno 300 evrov. Cigonca. Neznani storilci so posekali nekaj manj kot 16 kubičnih metrov hrasta in lastnika oškodovali za nekaj več kot 200 evrov. Poljčane. V ključavnico vhodnih vrat stanovanja je nekdo vbrizgal neznano snov, tako da lastnica ni mogla odpreti vrat. Škoda je za 100 evrov. Delavki v eni od prodajaln je neznani tatič izmaknil denarnico z dokumenti in denarjem ter jo oškodoval za 200 evrov. Krasna. Policisti so na nabrežini reke Dravinje odkrili 2 nasada konoplje, zato sledi ovadba na okrožno javno tožilstvo. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 16 prometnih nesreč, podali 3 obdolžilne predloge, izdali 23 plačilnih nalogov in začasno odvzeli 2 vozniški dovoljenji. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 5-krat, obravnavali pa so še 1 delovno nezgodo. Začetek šolskega leta je še bolj kot sicer povezan z varnostjo na cesti, saj se v teh dneh pojavlja v prometu veliko razigranih otrok, ki ne poznajo nevarnosti. Policisti v teh dneh poostreno nadzirajo promet in varne šolske poti. Naloga staršev in drugih voznikov pa je, da dajejo dober zgled otrokom, uporabljajo varnostni pas, prilagodijo način vožnje in upoštevajo nepredvidljivost najmlajše generacije. Športno društvo Tinje Koštrun je v nedeljo 31. avgusta uspešno izvedlo 9. vzpon na 3 kralje. Prireditve se je udeležilo 279 kolesarjev, ki so premagali 15,5 km dolgo progo z višinsko razliko 880 metrov. Tekmovalci so startali pred tovarno Impol, zahteven vzpon pa se je začel z letečim štartom pri lovski koči Gams na Zgornji Bistrici. Letos so organizatorji pripravili tudi pohod do 3 kraljev, katerega se je udeležilo okoli 60 ljubiteljev pohodništva. Prehodili so pot od Slovenske Bistrice preko Visol, Turiške vasi, Tinja ter do planine in 3 kraljev, katerega se je udeležilo okoli 60 ljubiteljev pohodništva. Med kolesarji je v absolutni konkurenci slavil Klemen Polajnar, član športnega društva Bambi iz Kranja, ki je na 3 kralje prispel v času 39 minut in 36 sekund. Tempo bil super zame, malo prehmalo sem začel, ker sem že, od 13-14, čisto od začetka sem že iz enem bežal. Pa ni tempa držal, pa sem šel pa lepo sam. Bal sem se pa, da me je vzad ujel sam, očitno je bilo dost za zmago. Še morda beseda 2 o sami organizaciji dirke? Super. Ne vem, če pa jaz rekel, bo tako ka Franja, tako je organizacija, saj zame, no. Izmed članov športnega društva Tinje Koštruni je bil najhitrejši izkušeni rekreativec Miran Dovnik, s
časom 43 minut in 16 sekund je osvojil skupno 12. mesto in tretje v svoji kategoriji. Zelo sem zadovoljen. Kolesarjem 1 teden pa pol. Prej sem se pripravljal za gorski tek, za reprezentanco, pa mi nažalost ni uspelo na Krvavec. Čeprav sem prej že na Vršič zmagal pa to, da sem pa rekel, grem na 3 Kralje za trening, ker drugi teden me čaka glavna dirka in poljske igre na Tinje. Kako pa sicer ocenjujete same razmere na progi? Razmere so bile idealne. Vse je bilo dobro. Pri ženskah je zmagala Daneja Grandovec. Znana slovenska maratonka je za vzpon potrebovala 52 minut in 32 sekund. V bistvu z nastopom sem zadovoljna, saj je to za mene prvič, v bistvu moja prva kolesarska tekma, ker drugače ne kolesarim, ampak zdaj drugače tečem maraton, ampak zdaj sem poškodovana in pač sem malo več na kolesu. Torej se boste še kdaj preizkusili s kolesom? Mogoče, sicer upam, da ne, da bom lahko spet tekla, ampak drugače pa vsekakor, ker je lepa proga, mislim, dobra organizacija, pohvale vse. Znova je navduš 75-letni Srečko Polenšak. Zahtevno progo je premagal v času 1 ure in 19 minut. Nekam mi je danes bilo lažje, ker sem v četrtek naredil težko vožnjo. V četrtek sem vozil toliko hriba, skoraj ko je tu za 3 Kralje. Četrtek. In danes mi je šlo nekam lažje. Čisto ravno mislil, da ne bo šlo več, ne? Ja. Povejte nam, od kdaj že pravzaprav kolesarite? Ja, no, zdaj kolesariti sem začel kot mali otrok, a v firmi so me pregovorili, da sem šel voziti dirko za mladino Maribora, ne? In sem bil skozi ta noro stvar postal kolesar Branika. Ja. Potrebno še povedati, da ste se pripeljali s Kungote do sem. Ja. Vas lahko pričakujemo še na naslednjih vzponih na 3 Kralje? Če bo dalo, kaj tu od teh mišic. In kako so z izvedbo prireditve zadovoljni organizatorji in podporniki vzpona na 3 Kralje? Udeležba je sicer malo manjša kot prejšnja leta, prišlo je približno 250 kolesarjev in 50 pohodnikov, ampak vseeno, glede na trenutne razmere, glede na vremenske razmere, to je vseeno super. Vreme nam je dobro službo danes, tako da smo zadovoljni, vse je potekalo po planu, sami nimamo nobenih pritožb. Glede na to, da je bil letos 9. in je drugo leto pač obletnica, 10, sigurno bomo nadaljevali vsaj do 10. Gospod župan, kako ocenjujete današnjo prireditev in seveda nasploh takšne podobne rekreativne zadeve? Ja, najprej moram reči, da Slovenska Bistrica, govorim seveda v smislu občine, je sigurno občina športa, to dokazujejo številne prireditve, tudi rezultati naših športnikov. No, v letošnjem letu bi lahko rekli, da je pravzaprav občina kolesarjenja. Vemo, da smo imeli tukaj zaključek te kraljevske etape dirke po Sloveniji, da je že takrat tudi kar nekaj teh napol profesionalcev, ker res praktično ne vidim amaterjev tukaj, že nastopilo, verjetno, da se to tudi odražalo v današnjem vzponu, kar se tiče udeležbe. Sicer pa moram seveda najprej iskreno čestitati organizatorjem, ki že zdaj vsa ta leta pripravljajo ta vzpon. Jaz sem prepričan, da ne bo samo drugo leto 10, ampak da bo te 10 še veliko več. Zdaj, ko seveda govorimo pa o kolesarstvu, ima neki širši pomen tudi večplasten. En del je sigurno ta športni, potem je druženje, rekreacija, po drugi strani pa skozi torej tudi konkretno to prireditev pride marsikdo iz drugih krajev, tudi Slovenije, pa verjetno tudi prek meja v te naše predele, tako da lahko tudi občutijo tukaj, pa vidijo tukaj lepote Pohorja, prijaznost Pohorcev. In ne nazadnje kolesarstvo predstavlja tudi panogo, ki se zelo razvija in omogoča tudi številne priložnosti, jaz sem prepričan, tudi v prihodnje. Tako da te priložnosti seveda gre iskrena čestitka tudi vsem tistim, ki so danes premagali to pot na 3 Kralje. Po izkušnjah ni najbolj enostavna, tako da so tako rekoč vsi zmagovalci. Seveda so pa zmagovalci tudi organizatorji, ker jim res še enkrat čestitam in jim seveda samo želim, da te stvari tako, kot jih do zdaj peljejo tudi prihodnje.
Spoštovani, informativni del oddaje se je iztekel, vabimo pa vas še, da si v nadaljevanju ogledate arhivski posnetek ene od oddaj Veznega člena, v kateri sta sodelovala Marko Cvahte in Koni Steinbacher. Pa srečno do prihodnjega tedna.